Moč za življenje. Ni težko imeti moči za življenje, ko je vse pod kontrolo in vidimo jasno začrtano pot. Ko pa se stvari v življenju začnejo komplicirati in začnemo izgubljati pot pod nogami, je vse drugače. Kaj hitro se lahko soočimo z razmišljanjem, da je vesolje kaos brez končnega smisla. S tem so se soočali tudi Jezusovi učenci. Pri svojem najtesnejšem druženju z njim, tako imenovani zadnji večerji, je Jezus jasno in glasno oznanil: na svetu imate stisko, toda bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Učenci so bili sigurno polni vere in zaupanja v Jezusove besede. Vlival jim je pogum, upanje in vero, da jim bo pomagal skozi stiske in težave, ki jih bodo v življenju doletele. A že naslednji dan ni nihče veroval, ko so gledali z varne razdalje Jezusovo trpljenje na križu. Verjetno so bili zbegani zaradi prejšnjega večera in vseh spodbudnih obljub, ki jih je dal Jezus, da bo svet premagal. Zdaj je izgledalo, kot da je svet premagal Jezusa. Učenci so se obupani poskrili in zatajili Jezusa. Od njih ni nihče več veroval. Načrti in jasni cilji so se zavili v temo brez jasnega izhoda in cilja. To je povsem druga situacija. Namesto radosti, moči in veselja je učence prevzela malodušnost, obup, strah, nesmisel. V bistvu se to dogaja tudi nam velikokrat v življenju. Kako premagati to fazo in prejemati novo moč za življenje? Apostol Pavel govori o upanju. Odrešeni smo bili namreč v upanju. Upanje, ki ga gledamo, pa ni več upanje. Kdo bo namreč upa to, kar že vidi? Če pa upamo to, česar ne vidimo, pričakujemo to s potrpežljivostjo. Celo 8. poglavje v pismu Rimljanov je prežeto z upanjem, da več ni nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu. Govori o novem življenju po duhu. Govori o sedanjem trpljenju, ki se ne da primerjati, ko se bo razodela Božja slava. Zato imamo veliko razlogov za upanje. Imamo živo upanje. Tega še ne vidimo, vendar se učimo čakati v potrpežljivosti, da se izpolni upanje. Upanje, o katerem govori Pavel, je preprosto mnenje, da je pred nami nekaj dobrega. To ni isto kot optimizem ali pobožna želja. Upanje nas rešuje pred pesimizmom, razočaranjem in obupom in mnenjem, da je vesolje kaos brez končnega smisla. Mi potrebujemo več kot optimizem. Pravo upanje je bolj podobno pogumu kot optimizmu. Vključuje preskok, ki nas dvigne iz pesimizma v živo upanje, da je Jezus premagal stiske sveta, da lahko tudi mi v njegovem imenu in moči premagujemo in zmagujemo nad
stiskami. Poglejmo nekaj praktičnih nasvetov, kako prejemati moč za življenje. Učimo se sedanjost presojati po prihodnosti. Saj v veri hodimo in ne v gledanju. Vsaka težka situacija nas hoče popolnoma ohromiti. Vidimo samo še problem in se začnemo vrteti samo okrog njega. V začetku je to normalna faza, toda potrebno se je premakniti naprej. Že smo omenili, da je potrebno upanje. Zdaj pa še dodajmo vero. Pavel pravi, da moramo hoditi v veri in ne gledanju. Gledanje je to, kar vidimo. Vera pa je usmerjena naprej. Našo sedanjost moramo presojati, ocenjevati, spregledati iz perspektive prihodnosti. Mnogi pravijo za kristjane, da slepo nekaj verujemo. Nažalost je to za mnoge res, da Pavel in Sveto pismo nam zelo jasno razodeva, kaj naj verujemo. Naj svoje stiske prinesemo pred Boga. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Ko nas prevzamejo skrbi, se moramo z njimi soočiti. Predajmo jih v molitvi Bogu. Svoje želje in seveda še posebej stiske, skozi katere gremo, izražajmo, povejmo, v molitvi prinašajmo našemu Bogu. Molimo za mir v srcu. Učimo se, da naš in naše misli gledajo na Boga. Prosimo za sedanjo situacijo, da jo presojemo in usmerimo v prihodnost. Imamo obljubo od Boga. Sprejmimo jo v veri. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubi Boga, vse pripomore k dobremu. Namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Uprimo se očitkom, glasom, pa ti ne ljubiš Boga, ne bo ti pomagal. Uprimo se in molimo, Bog, želim te ljubiti, pomagaj mi, izpelji me iz situacije. Daj mi novo moč v tej situaciji. Glejmo še en praktičen nasvet za premaganje moči, za prejemanje moči za življenje. Učiti se nove ravni smisla življenja in trpljenja. Nihče si ne želi trpljenja. V življenju delamo vse, da bi ga izkoreninili. Vemo pa, da je trpljenje vsak dan med nami. To je dejstvo. To pa je velikokrat izziv za vse. Če je Bog ljubezen, zakaj dopušča trpljenje? Trpljenje je lahko velika ovira za vero. Lahko vodi v obup, razočaranje in nevero. Verujem, da potrebujemo večje razumevanje o trpljenju in smislu življenja. Samo trpljenje ni tako velik problem kot sam smisel trpljenja. Najtežje je, ko v trpljenju ne vidimo nobenega smisla. V sodobni družbi si smislom, z trpljenjem glavo znova
razbijemo. Dosti bolj kot naši predniki, v katerem koli obdobju zgodovine. V trpljenju večinoma vidimo le negativni smisel. Trpljenje je motnja v zdravju ter zaviralec našega lova na življenje, svobodo in srečo. Usmerimo se na svetopisemski vzorec. Kar se tiče smisla trpljenja, se moramo bolj usmeriti v rezultate trpljenja, namesto da se brezglavo ubadamo nenehoma z vzrokom ali vzroki trpljenja. Ne želim, da se danes preveč poglabljamo v trpljenje. Želim pa, da z Božjo pomočjo zavzamemo drugačno razumevanje in pogled na trpljenje. Dejstvo je, da največje trpljenje, ki ga moral Jezus prestati na križu, prinaša največji blagoslov, zmago. Odpuščanje grehov in večno življenje vsem, ki so sprejeli Jezusa za svojega osebnega odrešenika. Potrebno je, da vidimo več pozitivnih plati trpljenja. To spoznanje nam bo dalo nove moči za življenje, ko se sami ali ljudje okrog nas soočajo s trpljenjem. Še nekaj spodbudnih besed, ki so pomagale ljudem v težavah in trpljenju. Prvič v življenju se mi zdi, da počnem nekaj res pomembnega. Zaradi trpljenja sem se začela spraševati, kaj je v življenju resnično pomembno. Delo je dobilo nov smisel in namen. Zdaj čutim, da me potrebujejo. Naučil sem se potrpežljivosti in hvaležnosti za vsak mali napredek. Ja, mnogo je pozitivnih sprememb, ko se soočamo s težavami na pravi način. Vsak dan potrebujemo moč za življenje. Učimo se sedanjost presojati po prihodnosti. Učimo se nove ravni smisla življenja in trpljenja. Dovolimo, da je Bog naš pomočnik in moč. Imejmo upanje in vero, ki daje moč za preskok, ki nas dvigne iz pesimizma v živo upanje, da je Jezus premagal stiske sveta, da lahko tudi mi v njegovem imenu in moči premagujemo in zmagujemo nad stiskami. Amen.